Estetska ginekološka kirurgija, to je tako vprašanje, zakaj ženske to počnejo, ker za neke ženske to pa res bi si to potrebovala, za druge pa kaj pa je to kakšno? Ja, torej prva in osnovna, ključna zadeva je naslednja. Tudi če vi vidite določene spremembe pri pacientki, jo ne smete predlagati poseg. Ona mora sama priti k vama in vas prositi za poseg. In vas vprašati, ali bi bilo in kako bi bilo smiselno, da jo to moti. To se pravi, mi nikoli ne ponujamo estetske ginekološke posege kar tako. Vedno je pacientka tista, ki pride zaradi tega. To je ključna zadeva in izjemno občutljiva. To se pravi, tudi jaz vidim pri pacientkah, ki jim pridejo na mizo, da imajo asimetrične male usne, da imajo prevelike male usne. Ali jih to moti ali ne moti, to ne same vejo. Ne moti in želijo to odstraniti. Pravi, ne morem kolesariti, moti me pri sedenju, moti me pri spolnih odnosih. To mi gre na živce, to moram skrajšati. In taki pacientki se splača to narediti, ker bo potem zadovoljna z posegom. To, da mi predlagamo, da je nekaj treba narediti, to nima nobenega smisla. To se pravi, estetska ginekološka kirurgija, poleg tega, a veste, so ženske, ki čedalje bolj dajejo na te zadeve. Jaz sem bil na edukaciji iz estetske ginekološke kirurgije v Istanbulu, v Turčiji, kot profesor Eserdaga. To je bil sjajan workshop, kjer smo seveda vsi delali, operirali in tako naprej sodelovali pri operacijah. Tisto, kar je mene najbolj tam presenetilo, da so prihajale mlade ženske pred poroko z idejo in željo, da si uredijo zunanje spolovilo. Ali recimo ženske, ki še niso sploh prišle do prvega spolnega odnosa, pa so si želeli spremeniti videz zunanjega spolovila. Potem so ženske, ki pridejo starejše pacientke, ki so jim se posušile velike usne in jih želijo napolniti. To se pravi, to so sve neke stvari, ki jih mi moramo upoštevati, kadar se odločamo za posamezni poseg. To so izjemno, bi rekel, diskretne in delikatne zadeve in se jih je treba lotiti absolutno individualno, z enim daljšim pogovorom in pregledom. Kakšne ženske organe lahko estetsko obdelujemo? Ja, estetsko oblikujemo v glavnem zunanje spolovilo, se pravi velike usne, male usne. Oblikujemo tudi vhod v nožnico, ki je ponavadi poškodovan, se pravi presredek, ki je poškodovan pri epiziotomiji, pri vaginalnem porodu. In pri teh pacientkah v bistvu imamo dvojni učinek, estetski in funkcionalni. Se pravi, mi estetski, če ona ima, recimo, da so usnice lepo oblikovane, ampak se ne končajo takole, ampak grejo takole narazen od spodaj, in to pacientko moti. Ali so asimetrične, takole stojijo, ker so krivo zašite. In pri takih pacientkah potem delamo zadnjo plastiko, kjer v bistvu na novo prerežemo to vse, na novo, in z posebnimi šivi nazaj zašijemo tako, da ta zadeva se uredi. To se pravi, sve te brazgotine, ki so nastale, moramo izrezati, odstraniti in po slojih posamezno lepo počasi zašiti, da bi funkcionalno vrnili v prvobitno stanje. To se pravi, to je funkcionalno, pomagamo tej pacientki, ker ona ima težave pri spolnosti, ima težave pri takih zadevah in potem seveda to je možnost, da jo izboljšamo njen videz zunanjega spolovila kot samo funkcijo spolovila. Poleg tega se pa seveda kombinacija, to je izjemno pomembno, kombinacija
pri operativnih posegih je izjemno dobrodošla. Recimo, prihaja pacientka, ki ima težave zaradi globoke bolečine v prispolnih odnosih. In mi ne najdemo anatomskih sprememb ali nekih drugih sprememb, zaradi katerega bi ona imela te bolečine. In seveda potem tej pacientki lahko naredimo z radiofrekvenco, vplivamo na ta način, da se ta zadeva uredi, in takoj po radiofrekvenci apliciramo zdravljenje z lastno plazmo. Zdravljenje z lastno plazmo so surastni faktorji, s katerimi spodbudimo, da se iz matičnih celic naredijo nove celice, ki dejansko regenerirajo to področje od znotraj. Na ta način smo v bistvu z 2 posegi tej pacientki pomagali odpraviti te probleme. Jasno, potem so seveda različne tehnike, recimo pri labioplastiki, kjer urejujemo male ustnice. Ali jih želi samo skrajšati, ali jih želi samo stanjšati, pa da ostanejo enako, kot so bile, za svojo formo. To se pravi, zelo pomembno je, kaj si pacientka želi, kakšne bi ona imela ustnice. Ali bi jih samo skrajšala v celi dolžini, ali samo v določenem delu. Tako da, to je to. Potem, seveda, danes imamo možnosti, da se polnitev velikih ustnic naredi s liposukcijo, da se vzame maščobno tkivo iz trebuha in ga pripravimo na poseben način in ga apliciramo v predelu velikih ustnic. Danes pa imamo še boljšo metodo, tako imenovani filerji. To so že narejeni preparati, ki jih apliciramo v velike ustnice, in to traja recimo od 6 do 1 leta, ne? In lepo obdrži tako ustnice, kot si jih pacientka želi. Torej, kombinacija, recimo, če vi delate poseg, to, kar sem vam rekel, da je spremenjen vhod v nožnico, da se je razlezo, da je poln brazgotin, in vi naredite operacijo, takoj, ko naredite operacijo, da bi se lepše zacelilo, je treba aplicirati PRP. Tako da, to so sve zadeve, ki eno z drugo pomagajo, da bi pacientka uredila tu estetsko in tudi funkcionalno komponento svojega spolovila. PRP, to so neke... PRP to je okrajšava za platelet rich plasma, to se pravi, to je plazma bogata s trombociti. Mi vzamemo vašo lastno kri, damo jo v posebne kite, centrifugiramo in na separacijski gelje, kjer loči eritrocite, levkocite, in na vrhu ostane plazma bogata s trombociti. Ti trombociti niso samo ploščice, ki pomagajo pri strjevanju krvi, ampak so to tudi, imajo svoje rastne faktorje, ki spodbudijo, da se iz matičnih celic, tam, kjer to apliciramo, naredijo nove celice. Zdaj pa razumem. Kdo lahko izvaja operativne posege v estetske in funkcionalne namene? Da, to je absolutno zelo pomembno vprašanje, ki ga je treba razjasniti. Torej, predvsem bi to trebali delati ginekologi oziroma plastični kirurgi. Vendar, plastični kirurg počne marsikaj. On operira dojke, operira obraz, dela facelifting, operira nos in tako naprej. Nekdo, ki hoče operirati estetski, ginekološki, mora se izobraževati, mora končati izobraževanje kot licenciranega strokovnjaka, ki v bistvu naredi testiranje, naredi izobraževanje, tako praktično kot teoretično, in na podlagi katerega dobiš certifikat, ki ti daje veljavnost, da ti to lahko počneš. Najboljša varianta je za estetsko ginekološko kirurgijo, da to izvajajo ginekologi, ki so naredili izobraževanje iz estetske ginekološke kirurgije. Ker to je čisto drugačna zgodba. Vsi smo mi operirali, ne?
Vsi mi znamo operirati, ne? Ampak ni vseeno, če ti delaš neko zadevo, estetske zadeve, kakšne šive boš uporabljal, kako boš to tkivo zašil, kakšen presledek bo med enim pa drugim šivom, kakšno bo okrevanje po tej operaciji in kaj boš naredil v bistvu kot podporno terapijo pri tej zadevi. Da bi to sve lahko delo, potem moraš iti skozi edukacijo. Najslabše je, da misliš, da si ti ginekolog, da lahko delaš vse in da se spuštiš v te zadeve, a nisi končal edukacijo in izobraževanje ravno iz estetske ginekološke kirurgije. Obstajajo centri, ki te stvari delajo. 3 so centra, velika. Eden je Evropsko združenje za estetsko kirurgijo in potem sta dva, ki so samo za estetsko ginekološko kirurgijo. To je Evropsko združenje za estetsko ginekološko kirurgijo in Mednarodno združenje za estetsko ginekološko kirurgijo in seksualno medicino. Jaz sem končal to drugo, to je dr. Eserdak v Istanbulu, v Turčiji, in tam je čisto drugačna ekipa, ki prihaja na to edukacijo, tudi drugačne pacientke. In moram reči, da so, kar se tiče same vere, da so muslimanke bistveno bolj dovzetne za te zadeve, kot Evropejke. Ne bi si to verjeli, ampak to sem se prepričal, ko sem bil v Istanbulu in seveda v pogovoru z kolego, ki je to delal. On je začel delati kot eksaminator in kot demonstrator pri Evropskem združenju in potem je ustanovil svoje združenje. Tako da to so sve neke, on recimo ima najboljše delavnice izobraževanja v Združenih arabskih emiratih. Ali so posegi boleči in kakšne protibolečinske metode lahko uporabljamo? To so vsi posegi, razen nekaterih, ki se izvajajo v lokalni anesteziji. To se pravi, danes imamo seveda zelo dobre metode lokalne anestezije, ki pacientku popolnoma, seveda lahko pacientka dobi najprej eno premedikacijo, eno sedacijo, da jo umiri in potem to dobi sistemsko, v obliku tablete ali injekcije in potem seveda še dobi terapijo direktno v področje, katerega se lotevamo. Kako glede občutljivosti, ker imamo tam svoj živčni sistem, in kako ženska potem bo se počutila pri spolnem odnosu in na splošno? Da, to je seveda zelo dobro vprašanje. Namreč tukaj, recimo, če mi delamo labioplastiko, zlasti če delamo zadnjo plastiko v nožnici in odstranjevanje brazgotin in zarastlin, ki so tam nastale, seveda pacientka ne sme imeti spolnih odnosov 2 meseca. Se pravi, mi dajemo ponavadi resorptivne šive, ki se bodisi hitro ali počasneje resorbirajo, odvisno kakšno vrsto operacije delamo, in seveda moramo počakati, da se to vse skupaj na novo oblikuje. Pacientka hodi na preglede in šele takrat, ko se to vse uredi in ko se, a veste, celi keč tih operativnih posegov je, da vi po 2 mesecih ne vidite, da je bilo karkoli delano. A res? Da, ni nobenih brazgotin, ni česar. V tom je keč estetske ginekološke kirurgije. A občutljivost? Občutljivost je v redu. Glede, to niso operacije razen, seveda, če se gre v neke bolj zahtevne operacije, kot je recimo zmanjševanje ohlapnosti nožnice. Če se tu delajo operativni posegi, potem seveda se lahko zgodi, da se poškoduje kakšen periferni živec. Drugače pa ni. Recimo, če delamo labioplastike,
tu nekega hudega problema ni. Je pa problem, če vi delate labioplastiko s tako imenovanim hudoplastikom, to se pravi, imate eno ščegetavčkovo prepuco, ne, ki prekriva ščegetavček. Ne. In zdaj, če je ta prepuca prevelika, prenabrana, pacientku to moti, ne. Tudi to operiramo. Tam treba biti zelo previden, da se ne bi zgodilo, prvič tam lahko pride do, če poškoduješ, veste, ščegetavček je zelo dobro prekrvavljen in zelo dobro oživčen. To je glavni organ za doživljanje orgazma pri ženski. Ne? In če tu se poškoduju stvari, so potem problemi. To se pravi, mi točno vemo, kje so lahko problemi in tam smo bistveno bolj previdni. Kot se recimo, če delamo samo labioplastiko ali neko tako, ali zadnjo plastiko, tam ni nekega strahu. Ne? Gore, tam pri ščegetavčku je izjemno pomembno, kako se dela, s kakšnimi škarami, kakšne šive uporabljaš in kako globoko in daleč zarežeš tkivo, ker se ti lahko zgodi, da fejst krvavi in da si poškodoval živec. Pacientke, drage in ženske, mi smo tu zato, da vam pomagamo. In osnovni naš namen je, da prisluhnemo vašim težavam in da vam na realen in poljuden način razložimo, kaj lahko od tega pričakujete. To je najbolj pomembno in če se boste odločili, ste vedno dobrodošli. Hvala vam. Hvala vam.